moram reči, da je bil zelo ganljiv prizor, ko si se vrnil v domačo bazo, ko sta se z očetom objela po tem tretjem mestu. Kaj ti takrat oče rekel? Samo objela so se, pa so oba vedela, zakaj se gre. Čira, jaz sem pritisnil gumb, ki reče rec. A smo? Ja, Jan, kaj je zdaj? Nič, bo, pa vidva. Lej, jaz sem končno dočakal dan ljudje, da pripeljem enega najboljših motokrosistov na svetu, ki je za povrhu Dolenc. In na tem trenutku, jaz mu bom rekel zdaj, gospod, čeprav sva na ti, ampak gospod Jan Pancer, zame gospod Jan Pancer, ki vem, kaj zna na motorju, iskrene čestitke za 3. mesto v Loketu. Hvala. V MotoG... Seveda smo nervozni. Ja, nervozni. Prav nervozen sem. A veš, da se iz ene mehne dolenjske vasice z enim čudovitim razgledom, tam, kaj je Jan doma, pripeleš v najbolj elitnem razredu svetovnega motokrosa na 3. mesto, je tu dosežek brez primere vreden kape dol. Sploh, ker ima Jan za sabo ne tovarniško ekipo, ne necega blaznega ustroja, ampak Jan, pa njegov oče, pa mama, pa punca je včasih zraven. Tako da čestitam. Hvala. Kaj je zdaj, Jan? Poletje je, to ne pomeni nujno, da je zate poletje, tako kot za nas poletje, pa da je malo bolj nov. Kaj se dogaja? Niti ne. Mislim, sezona je v polnem teku, ne. Tako da, v bistvu smo že pred koncem zadnji del sezone, trenira se na polno. Tako da, v bistvu sem zdaj, bi lahko rekel, v najboljši formi, tako da se veselim tekem. Dobro. Zdaj pa, dajmo narediti en fast rewind, pa gremo nazaj. Že ko si vletel v Brlog, sem rekel, da mi je tvoj naglas dolenjski, ker dolenjščina oziroma dolenjski naglas je, tukaj se veliko enih naglasov noter najde, pa mi je bil takoj poznan, pa si rekel, da si tam preveliki Loki doma, od tam moja mama prihaja. Odkot prihajaš? Odkot prihajaš za začetek, no? Ja, prihajam iz Čateža pri Trebnjem, oziroma pri Veliki Loki. V bistvu tam smo že od začetka, oče se je tam rodil, mama se je potem priselila, ker sta si naredila bajto tudi na Čatežu. Na Čatežu sem tudi začel voziti motor po travnikih okoli bajte. Si zmeril, zmeril so te travniki, ja? Pa je bil že v štartu krosa, je bil kaj? Ne, že v štartu je bil PV50. V bistvu oče je začel pri 29 voziti, ker v bistvu je vozil že prej, ko je bil še otrok, ampak pač doma nisem imel dovolj denarja, da bi si lahko privoščili kupovati motorje. Tako da je pol, ko sta v bistvu z mami naredila hišo, si je privoščil svoj motor, začel voziti in pa, ko sem se rodil, sem itak bil bolj hiperaktiven otrok, ne, tako da mi je bil itak motori, motocross ful všeč in sem hodil z njemu na treninge, tekme in sem v bistvu tako pol tudi izrazil željo, da bi tudi jaz motor in sem ga dobil za 3. rojstni dan in že takoj užgat voziti se in tako da, ja. Pa si v fazo na biciklu s pomožnimi koleščki kar preskočil? Ne, nisem, jaz sem že pri 2 letih sem že s kolesom na polno fural. To lahko rečem, da gre moji sestri malo zaslug, ker je 5 let starejša in ona je že vse rolala, s kolesom se vozila, jaz sem pa hotel isto, ne. In že pri 2 sem vse rolal, vse kolesom, vse, tako da sem kar hitro svojil to vse. Ta PV50, to je bila una taka modra Yamaha. Ja, ta čista mehna, v bistvu res najboljši motor za tako mehne otroke, da začnejo. A pa tu se spomniš, mislim, se tako živo spomniš, to, ko si odprl, je šlo kam, ne, če zdaj v kontekst postavlja, vem, da ne moraš to primerjati, ampak takrat... Ja, za mehnega otroka je kar dosti, no. Ampak imaš tudi blokado, tako da lahko v bistvu gas, da ne gre do konca. Ampak tako je narejen, da je, tudi če na hitro obrneš gas,
počasi dobiva hitrost, ampak končna hitrost je pa dejansko po mojem kar visoka. No. Tako da za otroka enega je kar... Se z očetom kdaj pogovarjate o teh časih? Se tako namuza? Uh, Ali si ga takrat živčenega naredil, ki je naenkrat preveč letelo? Pa mislim, da ne, no. Mislim itak, da malo itak imel tega strahu, ki vsak starš ima, ampak je tako, pustil mi, da sem samostojen glede tega in je verjel, da delam to, kar znam, itak, da me mogo daj tudi malo žlajfati, ne. Ampak ja, ena zanimiva zgodba je, da mislim, da je bil pa 4. rojstni dan. Stari, koliko smo šli mi nazaj, to je noro. Sem isto s tem motorjem se pelil in je en ovinek tako da malo klanc gor in po notranji strani je pesek bankina in Jasne. jaz sem itak dal gas, pogledal nazaj, da vidim, če bo vrgel pesek. Če boš malo zakrpal, ne? To. In jaz pogledam, se obrnem in 1 meter pred mano avto stoji. Se pržlajfa, malo se zabijem in sem se eni teti zabil malo v avto, ona je bila čisto v šoku. Jaz sem samo rekel, vse je v redu, lahko in sem šel naprej. Tako da ja, je pol mogel oči priti, da ste se zmenili, ampak itak ni bilo nobene škode. Ja. Dobro, pri 4 si ti Prvi porežil karambol. situacijo. Itak. Ni druga. Bravo. Vidiš, tako se začne. Ne? Se ne, drugačne poti verjetno ni, če hočeš priti v vrh, tako kot se danes Jan Vosne. Ja, najbrž je. Ampak Ciril, veš, kaj je meni najbolj interesantno? Da je za Dolenca si Jan več ali manj vseeno kar eksotične športe zberal. Ker jaz imam informacijo, da si tudi hotel na smučkah leteti, ne? Ja, Pa da si golf žogce strelil. Ne? tudi. Kaj je zdaj s tem? Zakaj ni Jan Pancer skupaj z Domnom Prevcem v Planici ali pa Spijo Babnik na odprtem golfu. prvenstvu Amerike? Tja, dobro vprašanje. V bistvu, ja, itak, kot sem že prej rekel, sem bil bolj hiperaktiven otrok, pač na splošno športi sem je bil ful všeč. Tako da pol tudi oče mi ni nikoli noben šport potiskal, v bistvu pustil, da pač... Da sam zbereš. Ja, da delam, kar pač mi je všeč in takrat pač igral sem tudi rokomet, ki je bil pač v sklopu osnovne šole. Ok, pa to je logično. Ja, ampak To v trebnem rokometu tudi Ja. ima. Ja, je kar velik šport. Pol ne vem, v bistvu oče je tudi skakal s smučami, tako da mislim, da zaradi tega sem tudi tu prišel, ampak sem v bistvu, mislim, da nehal že pri 12 letih. Ampak sem že takrat skočil, mislim, da na 15 metrov. Tako da. Ti sem fotoril tudi kar frajer, vidim, ne? Ja, je bil. Tako da, ja, pol pa golf sem pa slučajno, enkrat so prišli v osnovno šolo predstaviti šport in smo šli v telovadnico in smo pač dobili plastične palce in one plastične žogce in ne vem, meni je bilo to fascinantno, da sem jaz lahko čim bolj, kot sem lahko udaril v žogco. In sem rekel, pridem domov in prenesem v list, ki se kao lahko prijaveš in rečem, jaz hočem golf igrati in me oči sprašuje, če sploh vem, kaj je to. In jaz, ja, itak, palca, žogca, udariš. In evo, in sem šel in dejansko, ja, v bistvu pol sem nehal, ampak zdaj pa kar redno igram tako za sprostitev. Tako da. A ja, greš pa tudi na igrišče. Ja, bi rekel, da tako enkrat na 2 tedna najdem čas. Ne. In kaj pri golfu ti je najljubši element, udarc, palco, kaj rad narediš? Ja. A je to ki pade v pesek, pa isto malo špricne, kot na motocross motorji? Ne, bolje, mislim, po eni strani je dobra sprostitev, ne. Res golf igrišča so zmeri lepo zrihtana, je lepo v naravi. To je največja kontra motocross progi, je golf saj to. igrišče, ne? Ampak vseeno je tisti nek zadovoljstvo, ki dobro udariš, zadeneš bliž luknje, je vseeno tisti nek dopamin, ki ga dobiš in ne vem, mi je res všeč, tako da ne bi vedel, zakaj je točno. Ej, kaj pa če damo iz te enačbe za foro stran golf, pa rokomet smo rekli, pa motocross, pa smučarske skoke. A so še kakšni športi, ki pustimo, mogoče jih nisi igral, ampak da jih spremljaš, pa ti je zanimivo videti, ali pa da, a veš, kaj ti je blizu? Ja, v bistvu malo sem tudi downhill vozil, se zdaj tukaj ne toliko več. No. V bistvu, ko sem bil mlajši, sem itak s kolesom skozi okoli se
po teh hribih fural, tako da recimo downhill, drugače pa največ spremljam kar motocross, no. Skor prav, da je to. Ja. Saj v bistvu takrat sem se tudi pol enkrat, ko je bilo konec osnovne šole, sem pač mogel se odločiti za en šport, ne, ker pač ni bilo več časa, srednja šola, plus začel sem tudi že z motocross hoditi na resne tekme, evropske in tako dalje. In takrat sem pač se mogel odločiti, kjer šport mi je najbolj všeč in mi je bil pač motocross. Ravno to me zanima, kje je bila točka preloma, da si rekel, ok, to je zdaj šport, v katerem hočem ustrajati. Pa kaj vse je prevedlo do tega? Pustimo, ok, da ti je primanjkvalo časa, ampak si zaslutil največ potenciala tukaj ali si zaslutil, da tukaj največ lahko še zrasteš? Kaj je prevesilo v prid motocrossa? Ja, v bistvu je bilo, to je bilo malo čez daljše obdobje, ampak že takoj sem čutil, da mi je najbolj všeč motocross. Ampak tudi takrat nisem tako razmišljal, da zdaj, tle imam več možnosti. Nisi taktiziral? Ne. Pač kot otrok sem takrat v tistem, kar sem bolj užival. In motocross, skoki, hitrost, je pač za tistega, ki ima rad adrenalin, je res vrhunski šport, tako da pa v bistvu zaradi tega sem se tudi odločil. Ti se spomniš svoje prve zmage? A se spomniš? Ne, točno ne. A se spomniš prvega momenta, ko si rekel, pismo, to je pa res dobro? To je velik skoraj vsak. Kaj bo 3 leta star? Ja, to je, ampak spomnim se prve svoje dirke, ki je, to je bil pri 5 ali 6 letih na 50 kubičnem motorju, nekje na Štajerskem, mislim, da od Oseka ali tam nekje neka privat proga je bila čist neka tekma amaterska in sem takrat lahko šel na tekmo, ker tisti let, ko sem bil dosti star, da bi lahko začel tekmovati, so takrat ukinili 50 kategorijo. Ja. In sem mogel še 2 leta čakati, da sem lahko 65 šel in takrat je bila tista tekma, da sem lahko šel na prvo tekmo. In mislim, da sem že takrat bil 3. ali 2, tako da sem že prvi pokal na prvi tekmi. Ampak zdaj, ko si pač dirkač na najvišjem nivoju, kakor se da dirkati na svetu sploh, pa pogledaš tako mlade motokrosiste, take na 80 kubičnih motorjih, pa v končni fazi tudi 50 kubičnih. A se ti zdi, da je še ti žar? Imamo ljudje to željo po hitrosti? Če sebe pogledaš kot mulčka, pa današnje mulčke? Pa, a se ti zdi, da je res ta virtualni svet? Do njega itak pridejo teže, ker so skoncentrirani na to, ne? To po mojem ni vprašanje. Mislim, če bi gledal na splošno svet, bi rekel, da je tega ziher manj, ampak kar pač tudi zaradi tima, mogoče tudi malo zaradi mene, je ful porast več voznikov v mlajših kategorijah in ko grem recimo na državno prvenstvo, je res veliko teh mlajših voznikov in so pridni in trenirajo in so tudi hitri, tako da bi rekel, da na tej ravni je isto kot prej, ampak mogoče kot povprečno je pa mogoče res malo slabše, kot je bilo. Se ti zdi, da mogoče je to malo filozofsko vprašanje, ampak ker si ti vseeno mlad, se ti zdi, da ta virtualni svet, ki ga zdaj mladi živijo vzporedno razne igrce, družbeno mreže, da vpliva na šport ali ne? V bistvu in ne. Itak, da lahko tudi nekoga prenese do tega, da si želi začeti nek šport ukvarjati, ker je recimo igral igrico, ali pa je gledal, ne vem, na TV-ju tekmo naprej. Good point, ja. Ampak je pa tudi slabši del to, da pač je lažje pač biti na računalniku in igrati igrico, ko pa iti nekam v svet in dejansko trenirati, nekaj delati, zato ker tudi kot hobi je mogoče enostavno, ampak resno treniranje pa je kar veliko dela. Glede na to, da si še razmeroma mlad, pa ker smo mladi, si lahko odpustiš marsikakšen greh, še najbrž pri prehrani, pa hitrejš, mogoče. Pač vse gre lažje, ker si mlajši, ne? To ti že Jure zdaj povedal. Hotel si zdaj na nek zavid, da se tudi poceliš lažje, ne?
Ja, ne, Cilj. sam nisem hotel poškoditi cilja. Daš, kaj mene Ferbec smatra? Ok, ki si ti mlad, pa imaš zagon, pa zanos, pa ok, zdaj sem se usmeril v to, pa si bil star 15, kakorkoli in si zagrabil za res. A veš, ko gledam druge, recimo športnike, ki imaš, jaz recimo bolj basket spremljam. In pa vidiš športnike, ki so prvih 5, 6, 7, 8 let svoje kariere, so pač grejo na talent, pa na zmogljivosti, pa morajo pa začeti taktizirati, pa začeti paziti prehrano, pa malo bolj conditioning, pa te stvari. A veš, a si ti, kako izgleda, koliko moraš paziti na to? Glede na to, da si pri polnih močeh, da si mlad, da ful treniraš, kaj pomeni zate prehrana, koliko pozornosti temu posvečaš in če se to spreminja, če je danes isto kot 5 let nazaj, recimo? Ja, mislim, definitivno je vsak kanček pripomore na koncu k samem performancu in regeneraciji in vsemu. Tako da sigurno je moja prehrana veliko boljša, kot je bila recimo 5 let nazaj. V bistvu vsako leto probam najti stvari, kjer se lahko zboljšam. Ni pa zdaj, da je to nek crazy, do kalorije natančno, da vse gledam, ampak pač probam dobiti dovolj vitaminov, mineralov in seveda proteinov, ker je pomembno za vsakega športnika. Na samih tekmah pa da zaužijem dosti ogljikovih hidratov, da zdržim cel dan. Tako da. Sploh nisi do te mere obseden, da bi štel kalorije. No? Ampak to me zanima, ker ne vem, en mesec nazaj tukaj sedela Janja Garambred, pa je tudi rekla, da pač jaz jem to, kar si želim jesti in pač vsak športnik je tukaj malo drugačen. Pa me pa zanima, kakšne so te razlike, ker lahko ali pa tudi ne morejo vplivati na rezultat. Pri Jani si imel občutek, da nje je čisto vseeno. Pač ona bo neki, vse sem prepričan, da je mogoče tudi, a veš, da je to tudi, nam rekel, mali igra ali pa šov. Jaz sem prepričan, da na koncu dneva ona fast pass, da absolutnega sranja ne meče pasa. Ampak je zanimivo gledati mlade športnike, v kateri točki se zresnejo do te mere, da zares pazijo na to, da se ne zajebejo za naprej. Zato, ker pač tudi to se lahko zgodi. Ne? Itak, mislim, tako je. Pač itak, da je ful prehrana pomembna, ampak ti lahko ješ neko hrano, ki je zdrava, ali pa ista, zelo nezdrava, samo če dodaš, ne vem, neke dodatne omake, več olja, več masla, več sladkorja in lahko navzven zgleda ista hrana, ampak je lahko veliko bolj zdrava, veliko boljša za športnika. Tako da je tudi to pomembno, da itak paziš, kaj ješ, ampak tudi, da ješ tudi tisto, kar ti odgovarja, ker zdaj, da boš jedel neko ekstremno dieto, je na dolgi rok težko se držati. Tako da je bolj pomembno, da znaš to hrano, ki je tebi dobra, jo prilagoditi, da je zdrava in pač tudi vsega dosti noter, kar rabiš. Kaj pa mami najboljš naredi? Mami zna kar vse veliko naredi dobrega. Recimo zanimivost je, da rad imam zadnje čase, mislim, tako rad mešam, imam obdobje, kaj eno stvar rad jem, tako da zdaj je skoraj vsak petek pred tekmo jem čufte. Stari, to sem kar zapisal zdaj. Vse čufti gre do kontekst, kaj je fajn premešano, pretlačeno, tako kot zadnja guma naredi iz podlage. Evo, vidiš, ne vem, od kje je to prišlo, ampak ja. Iz motokrosa, stari. Možno. Jure ti je povedal, ne? On je strokovnjak, number one. Veš, kaj je tudi zanimivo? Midva sva se sicer enkrat že pogovarjala tako off the record o teh stvareh, ne? Ampak veš, jaz dostikrat vidim, da naprimer nek zunanji opazovalec najbrž zmotrno misel, ne? Naprimer, če ti pogledaš vrhunskega kolesarja ali pa alpskega smučarja ali pa plezalca, ne? Večino stvari naredi s svojim telesom, s svojim mišicam. Pri motošportu je pa zmotreno mišljeno, da pač ti sam sediš na motorju, ne, in da moraš paziti, da so v igri refleksi pa to. Ja. Daj ljudem povej, koliko ti v teži preložiš en tak poprečen kondicijski trening pred začetkom sezone, ko ti delaš bazične priprave. Povej, kaj pomeni tega bika zgrabiti za balanco, pa ga spustiti na dirko svetovnega prvenstva motokrosa. Ja. Povej, koliko vi to preložiš, ne? Ja, lahko začnemo tako, da mislim, zdaj neke raziskave so bile, da je motokros eden najtežjih športov fizično. Že iz svojih
izkušnjo lahko povem, da na 35 minut tekme imam povprečen puls čez 190. Kva? Ja. Fuck, Tako da, ja, je kar dolga 35 minut tok pulza, plus moraš biti zelo natančen, špure, razmišljati, kere linije, kako ga boš nekoga prehitil, oziroma če imaš nekoga za sabo, da te ne bo prehitil. Je pač pri motocrossu res pomemben fokus, ker lahko majhna napaka pride do velikega padca. Tako da je to dvoje skupaj res Zahtevno. Res zahtevno. Ne. Recimo po zim, ko je res veliko fizičnega pripravljanja, je pač treniram 2krat na dan v fitnessu. Na začetku je tako veliko uteži, na moči, pol je veliko kolesa, kondicije, tako da na motorju res ne moreš nikoli imeti preveč moči, niti vzdržljivosti, kar je pa tudi največja težava, ker je motor tako močan, rabiš veliko moči, ampak ker toliko veliko mišic istočasno dela, je tudi ful kondicijsko obremajoče in to je tako malo obratno sorazmerno. Več, ko imaš moči, več mišic, več ti porabljaš kisika in zdaj, moraš biti dosti močan, ampak dosti kondicije, ker imaš tako velik puls, da te ne zakisli, ne. Tako da je pol treba iskati ta neko mejo, ki je najboljš, ker spet, če si preveč nabit, si preveč trd, spet ne moreš tukaj biti mehak na motorju, tako da je kar zahteven šport. Vem, da Koliko v fitnessu enkrat si preštel, Ja, ne vem, enkrat recimo v 50 minutah, da prezdvignem 35 ton. Ampak to je samo en trening na dan, ne. Če imam 2, je še pol kaj drugega še zraven, tako da pač se trenira kot v večino drugih športih, veliko itak vseh športih je zdaj že prišel na tak profesionalen level, da se povsod veliko dela. Mogoče je drugje malo več tega časa off, ko ga imaš lahko, pri nas pač je v bistvu res čez celo leto sezona, tako da v bistvu sploh nimaš veliko časa, da boš recimo po sezoni si vzel ne vem, cel mesec fraj, ker ni dovolj časa. Vem, da je težko posprašovati, ampak obstaja idealno telo ali pa tip telesa za motokrosista in koliko blizu ti temu? A veš, kaj hočem reči? Ja, glih to je zanimivost tega športa, da imaš vse različne tipe telesa med najboljšimi na svetu. Recimo v Ameriki je Cooper Webb, je tako malo bolj čokat, malo špeha celo, ampak je enostavno tukaj mentalno močan in tehnično, da enostavno je še vedno lahko med prvimi. Pol imaš nekatere, ki imajo res telo, bi rekel, perfekten, ampak mogoče v glavi niso tako dobri in pol se nekako vse to izenači. Tako da, mislim, sam zase bi rekel, da bi definitivno lahko bil malo bolj še močnejši, ampak A se ti zdi, to tvoja največja pomanjkljivost, je pretežka beseda, ampak da je to aspekt igre ali pa motokrosa, na katerem moraš največ delati, kje misliš, da ti največ fali? Mislim, trenutno so to res malenkosti, trenutno sem tako dobro pripravljen, da v bistvu mislim, na koncu mi manjka vsega, ne. Vsaka stvar bi bila lahko boljša, ampak ni, da bi zdaj rekel, da je ena stvar mi res šepa. Ampak govorim iz prej, ko sem bil še mlajši, sem bil zmeraj ful suh, težko sem dobil mišično maso in sem mogel veliko več recimo delati na moči, kot pa bi nekdo drug, ki ima pač boljše gene za to, ne. Bi mogel pa več delati na kondiciji, tako da je treba pač pol tudi trenirati, glede na to, kakšen imaš telo, ne. Ti si za motokrosista si kar velik, ne? Ja. Zato sem vprašal prej, ker si kar visok. Ja, sem kar visok, ampak ni spet, ni kritično, nisem previsok, tako da tudi mislim, da Kunen je tam kaj je velik, pa zmaguje zadnje čase, tako da so pa tudi plus in minusi, ne, imaš večje noge, lažje dol stopiš, ampak
imaš pa v bistvu zaradi tega več moči porabiš, ker si višji na motorju, se pravi, če hočeš imeti to optimalno ravnoteže, moraš bolj nizko stati na motorju, oziroma bolj čipeti in bolj več moči porabiš v nogah, hrbtu, tako da so plusi in minusi. Decrit, si šel po moji liniji. Do zdaj se nisem vprašal to, ampak recimo F1 vozniki, pa še marsikakšni drugi vozniki, ampak to seveda vozniki, ki vozijo pretežno po asfaltu, se ful zanašajo tudi na usluge ali pa na prednosti simulatorjev. Pa to. A je to nekaj, kar pri vas? Ni tega, ne. Mislim, zavedam se, da je to tako dinamično drugačen šport, da ti ne moreš v simulatorju dinamike prikazati motokrosa in da je to pač ta simulator ne obstaja. Ne? Ampak, a si lahko še na kakšen drug način pomagaš, ne vem, kaj je mogoče bolj digitalen ali pa, kako se ta šport spreminja še zunaj, bom rekel, cross proge. A je kaj tacga, ki lahko rečeš, to je pa zdaj drugače, ki je bilo 15 let nazaj. Prehrana, šport, nič tacga, ne? Mislim, itak s prehrano, dobro, itak, ja. Pa pol fizični trening itak zmeri lahko nekako prilagajaš glede na šport, ki ga pač treniraš. Zdaj, simulatorjev, itak imaš igrce, ampak pač ne boš mogel nikoli motocross simulirati z igrco, žal. Ni tega, mogoče je kakšna pozitivna stvar, da mogoče dobivaš ta feeling, ali pa če gledaš veliko posnetkov, kako drugi to delajo, vidiš več kakšno tehniko imajo, kako stojijo take stvari, ampak da bi pa zdaj, tako kot recimo pri volanu, da ti lahko vsem dobivaš ta nek feeling v avtu, kot da bi z volanom dejansko premikal tle, pač žal tega ni. Pa tudi verjetno je tako, jaz si tako predstavljam, saj ko sem vas gledal fante, naprimer na pokalu narodov, ne, ali pa MXGP-ju, ko greste progo pogledati, tam lahko en dež polije, pa so linije povsem drugačne, kot prej, ko je šel traktor gor, pa z frezov progo, ne? Ja, mislim, že najboljši primer je glih Lomelj. Če greš v petek po progi, izgleda vse v nulo, kot na plaži, zglihano. Prideš v soboto, mi smo, mislim, da 4. ali 5. šli na progo in je že povsod jame. Čak, to je Belgija, ne? Belgija, ki je mivka. Ne? Večina ljudi pravi, da je to najtežja proga na svetu. Enostavno, mislim, se kar čudiš, kako lahko tukaj velike jame ratajo od motorjev, ker to je res jame tako visoke, kot sem jaz. Iz nič, iz ravnine rata. Tako da je to res in se iz kroga v krog spreminja, ne. Ker pač mivka itak ni tako trdna in vsak, ki pride noter, malo odrine. Ja, in v bistvu je tudi to čar, da čez tekmo se tudi na trdem isto se pač špore premikajo in oziroma se bolj globijo, ratajo večje jame in moraš vsakič, ko prideš, je malo drugačno, moraš se tu prilagajati, pol ena lahko rata slabša in rata druga hitrejša in moraš ti prepoznati to. Tako, in če boš ti vztrajal na eni, lahko si na začetku tekme najhitrejši in na koncu pa te začne prehitevati, ker nisi spremenil linij, tako da. A ti kakšen teren ustreza bolj kot drug? A veš, koliko imamo pri drugih športih, en je boljši v mokrem, kaj je tisti segment, ki te postreza najbolj? Ja, najbolj definitivno mi je pač trda podlaga. To, kar imamo v Sloveniji, kar drugega nimamo, ne. Nažalost, mivke sploh nimamo, tako da jaz tudi, ko sem bil mlajši, nikoli nisem sploh mogel, nisem treniral, ker tudi nisem razmišljal, da zdaj pa moram trenirati na mivki, ne. Tako da, ampak tudi za zadnjo tekmo sem pa kar v bistvu že malo sam sebe presenetil, da očitno tudi na mivki se lahko peljem, ker sem bil 6. v drugi vožnji, na najtežji progi. Na najtežji progi na svetu. Tako da, mislim, še vedno mi tako najbolj ustreza trd, ampak ful je tega občutka, v bistvu je kot druga disciplina, ker čist drugje sediš, drugač se postavljaš na motorju, vse je skoraj drugače, tako da je res velika razlika.
Sam še to, Jure. Koliko časa porabiš, da padeš se temu reče trans, da padeš noter? A veš, Ritem misliš? ja, v en tak ritem, ki se pol ene stvari dogajajo že skoraj podzavestno. Mislim, To spreminja, glede na leta, koliko voziš, a veš, da ujamaš ta ritem. ja, lahko bi rekel, da ja, ampak itak, mislim, na tem nivoju, ko sem jaz pač enostavno nimaš izbere, ker pade rampa, moraš biti noter. Nimaš časa, da boš ti malo razmišljal, pa da boš pustil, da te pač prehitijo, ne, moraš takoj iti not, ampak ja, so pa tekme, ki mogoče res prideš v tisti flow state, ki pravijo eni. No, to je. Kar je pa kar redko. Ne. Mogoče večkrat na samih treningih prideš v to, pa na tekmah, ker na tekmi se vsem tukaj več stvari dogaja, več si v glavi si. Ampak ja, takrat, ko gre res vse perfektno, je ono, kada sploh nič ne razmišljaš in gre vse v nulo. Dajmo še malo tole, ker meni je ta šport res izjemno fascinanten, sploh na tako visoki ravni, mislim na najvišji ravni, kjer nastopa ta Jan pa Tim, ne. Ta zmes vožnje pa letenja, ne. Mi, na primer, vsi avtomobilisti, mislim, vsak ima rad avtomobile, na primer, rejli po Finski, ne, ker so te dolgi skoki. Ne. Vi letite. Zato mi niti ni čudno, da si hotel biti tudi smučarski skakalec, ker na nek način zdaj skačeš, dlje, ko si na smučah. Ne? Ja. Koliko so te najdaljši skoki? Ja, mislim, zdaj, tisti, ki so res probali tiste rekorde postavljati. Ne govorimo o tekmovalnih. Ja, tam mislim, da najdaljši skoki so tam okoli 40 metrov. Povprečen skok je tam od 20 do 30. Ampak ponovadi je tako narejeno, da imaš ti odriv špica do skok špica, ne, dvojen skok, da je dosti težje, ne, da ne moreš skočiti 2 metra manj, pač moraš čez ali pa ne skočiš, ne, tako da. Ampak ja, ko voziš toliko časa, ko jaz, ko imaš toliko znanja, je to pač čist, da bi se usedel v avto pa pač šel na kavo, ker Ne verjamem. je čist enostavno, res. Jaz sem gledal, ko ste vi leteli. Pustimo zdaj elemente, ker tudi vsi vemo, da pol tudi fantje pokažete, ker tudi je važno, kako letiš. Ne? Ti ne moreš kar letati. Ne? Je treba, ne? Ja, to so še druge tehnike. Ampak tudi se mi zdi, da včasih prav tudi v tem pokažete čar motocross, ampak ko se ti pripeleš, ne vem, na skok pripeleš, kaj v tretji, drugi? Nima veze, lahko tudi prvi, če hočeš, odvisno od skoka. Ne? Aha, je kaj pa pol v zraku, ko se včasih zaslužiš, kaj narediš v zraku? Pač, ne vem, to je vse podzavestno. Mislim, drugače sem, jaz, pač, ko imaš toliko znanja, jaz lahko pridem na skok brez gasa, s polnim gasom, s pol gasa, kakorkoli bom pač skočil. Kako se pa pol motor obnaša? A ti lahko v zraku kaj? Ja, drugače, ne, za vsako stvar. Če bo zdaj s polnim gasom, pa odvisno, kjer predstavi si, bo pač drugi poziciji s telesom moraš priti na odriv. Pol tudi v zraku dobra stvar je tega, da ti imaš motor, kjer se guma vrti in ti pol fizika pomaga, da ker se guma vrti, ti ga hoče zmeri poravnati, ne. Ker tega recimo na downhill kolesu ni, ker sem tudi malo skakal z njim in je dosti težje, ne, ker gre kaj narobe, ne moreš več popraviti. Pri nas vseeno imaš ta dodatno safety, ne, gas, ampak seveda, če gre preveč narobe, nič ne pomaga. Ampak ja, ne vem, recimo, si bil na pokalu narodov na tistih velikih skokih, tu smo vse, mislim, da drugi krog vse čez skočili, nekatere skoke sem že prvi krog sploh ne rabim videti, že po občutku na odriv gas in skočiš. Matterley Basin je proga angleška, to zelo znana. Nazadnje je bil tam pokal narodov. To je pač, A takrat je scarsko, ste me stali vreme? Ne. Ja, v nedeljo je malo vrsijo, ampak tako si predstavljaj, klej je bila v bistvu tribuna za spremljevalne ekipe, pa ko greš lahko tudi novinar, fotograf gor. Ne? To sta bila dva povezana skoka. Ne? A sem prav rekel povezana skoka? Ja.
Jaz sem imel 200 mm objektiv in sem te fante lovil. In jaz sem rabo 4 kroge, da sem sploh njega nacilil, da sem ga v skoku ujel. Ko si pa pogledal odriv, pa pristanek, je bil pa on, ne vem, ti si bil tam 5 metrov nad unim največjim šotorom, ki je bilo tam v boksu. To je bilo noro. To uživo videti. Če še niste videli motocross derke, sploh take na najvišjem nivoju uživo, pejte si to enkrat pogledati, ker to je res noro. Ne? Zdaj razmišljam, da je bil po moje motocross prvi športni dogodek, na katerem sem jaz bil uživo. No? Ker sem bil mulček še v dobu, ko so bile derke tam na smetišu. In da se spomnim, kako sem bil čist, kako sem bil blown away, kva se dogaja vse in luftu in vse. Tudi takrat je bil sicer motocross na čist drugi ravni, ampak smo imeli v Lukovci, smo imeli Able, pa Urbanijo, pa to. In so bili to naši lokalni heroji in smo jih hodili gledati vsak let. To je bilo res noro, stari. Pa so to reči, Jure? Ne, Jan, pa dej je še za predstavo, koliko je to dejansko fizično težko. Naprimer na eni taki derki svetovnega prvenstva, koliko se ti usedeš med derko na motor? Ja, sedeš se vsakemu vinku skoraj, ne. Mislim, na trdi podlagi se vsakemu vinku usedeš. Na mivki večino, mislim, pol v vinku se tudi usedeš, ne. Tako da v bistvu skus stojiš in že to, da moraš stati, držati motor, ki pospešuje zaviranje, pred vsakemu vinku so jame. Iz ovinka so jame, ki te dodatno rukajo. Motor ima 115 kg. Pol ta tork, ki ga ima, je tudi pol dosti težji za obvladati. Tako da je res je težek šport. No. In ja, tudi zaradi tega imamo tako visok puls. No. Za nekatere tudi vem, da imajo čez 200 pulza, ampak pač to je odvisno od telesa, ki imaš ti pač ta maksimum. Pa kako si pripravljen. Ja. Kaj pa, jaz verjamem, da vsak vrhunski šport od časa do časa tudi boli. Ampak dajmo najprej obdelati to fizično bolečino motocrossa. Tudi če gre čisto vse na derki v redu. Ja, se matraš, ni druge. Kaj pa te projektili, ki letijo? To je pa še druga stvar. Ja. Jaz predstavljam si, mivka je mogoče iz tega vidika najbolj humana podlaga. Ne? Ja. Trda, ki jo imaš pa ti tako rad, pa una guma, ki je pred tabo, kaj te pošljem? Ja, v bistvu, kdor je bil na paintballu, ve, koliko boli metek. Ja, na eni ravnini dobiš vsaj 20, tako da. Ponovadi po tekmi je tlele vse modro, tako da na srečo takrat malo adrenalin pomaga. Najhujše je takrat na štartu, pa se že vse toliko razboli, da sploh ne boli več toliko, tako da ja. Včasih je kar težko zdržati, ker res ful meče po tebi, zato je tudi dosti pomembno, da znaš tudi malo druge linije uporabljati, ampak pač ponekod enostavno je tista ena najhitrejša in moraš iti za njemu in dobiš toliko kamnov in tega blata po tebi. Enostavno, že sama guma vrže, ne vem, nekaj kilometrov nazaj, potem pa še ti, če greš, ne vem, 70 na uro, je že, kada bi ti nekdo vrgel kamen 70 na uro, tako da. Ti povem zdaj eno, pa ne vem, če sem komu kdaj to povedal, ampak eno mojo iskreno amatersko neumnost, ki sem jo enkrat na derki naredil, ne, v želji, veš, mi, ki ta šport spremljamo, sploh pa, naprimer, ko si tudi novinar, pa krat, pa si zraven tudi en kos fotografa, pa zdaj sploh, ki je social media, ki je pomembno tudi to, ko ste vi trenirali, mislim, da je bilo tudi na Pokal narodih, sem jaz za rampo prišel in sem hotel posneti en slow motion start. Si bil... Konec. To je tako izgledalo, kot da bi pred strelski vod stopil. Ja. Sploh ne vem, v trenutku niti aparata nisem več držal, niti telefona. Ja. Atomski sleve. Ja, na štartu je tako sploh pač iz nule na polno, zadnja guma na polno kople in meče nazaj vse, kar ima pod seboj. Kaj pa
seveda veliko se govori o tehniki vožnje, ampak tu še mogoče malo za predstavo te fizike, koliko je pa najvišja hitrost, ker je naprimer tako v idealnih pogojih, da ni proga razrita, da ni dežja, da je relativno trda proga, koliko so tu najvišje hitrosti? Mislim, da so tam okoli 100 km/h. Ponovadi so tudi proge tako narejene, da ne pride več kot to, ker pač zaradi samih varnostnih razlogov. Ampak povprečna hitrost je tam od 50 do 60 km/h. Ponovadi teh tekem, tako da je kar hitro. Ja, je hitro. Ja, zdaj si ti pač više, kar se razredov pa pozicije tiče, kjer zdaj tekmuješ, ne gre, ker si pač pri vrhu. Kako izgleda ta pot do tja? Zato, ker to je pač tako elitna skupina dirkačev, si mislim, da tako kot pač pri vseh športih ni z danes na jutri, da tja prideš. A kle govorimo o več dela, a veš, vsi tisti, ki ste tam, zakaj ste tam, zakaj si ti tam? A si tam zato, ker si več delo, ali si tam zato, ker si preprosto za ene stvari bolj nadarjen, je to kar mogoče miks vsega, pa ne vem, pomoči družine, kaj je tist, ki tebe loči in tebe, pa rekel, ostale fante. Verjamem seveda, da gre tle tudi ponekod za globino denarnice, pa za sponzorje, pa vse te stvari, ko vplivajo. Ne? Ampak kaj se tebi zdi, da je mogoče odločujoč element, ki je tebe pripeljal do tja? A je lahko eden, a so ta dva, ali so trije? Ja, mislim, na dolgo povedanje je tako, da na koncu koncev vse skupaj se mora povezati. Ne. Na začetku mora biti nek talent. Brez talenta pač ne boš v nobenem športu uspel, na najvišji ravni seveda. Pol trdo delo, brez trga dela itak tudi spet ne boš uspel na najvišji ravni. Slabost tega športa je, da je kar drag. Moraš imeti vsem tukaj dobre, oziroma moraš starši imeti dovolj denarja, da si sploh lahko prvoščijo, ker ti recimo od 7. leta naprej tekmujem, ti da prideš do svetovnega prvenstva je to do 16. leta, se pravi od 7. do 16. je treba hoditi na vse državne tekme, na evropske, čim več treningov, je treba skozi delati, trenirati, se učiti in pač to je tudi velik finančni zalogaj. Plus če ne vložiš toliko dela, da greš na te tekme, pač enostavno tisti, ki bojo počasi napredovali, ti boš pa pač ostal za njimi. Tako da na koncu se vse skupaj poveže. Itak, da so pač malo različni si vsi, recimo v MXGP-ju. Eni so, ki imajo več moči, eni, ki imajo malo več talenta, ampak na koncu je moglo biti vsega skupaj, drugače pač ne boš prišel do tega nivoja nikoli. No, pa klej je mogoče zanimivo izpostaviti, tvoja zgodba je kar izjemna. Ne? Mislim, izjemna v tem smislu, da ste v bistvu med vsemi temi velikimi tovarniškimi ekipami, bom rekel tudi bogatimi ekipami, vi še vedno, bom rekel, družinska ekipa. In jaz mislim, da je tudi v promociji MXGP-ja zdaj, ne, da so videli, da si ti kot mlad dirkač iz majhne države, ki pa na nek način ste s fanti že dokazali tudi na pokalu narodov, da Slovenija je motocross velesila. Jaz sem bil že parkrat zraven, ki je za vami ostala Amerika, ki je za vami ostala Anglija, ki to so vse nacije, ki je motokrosistov verjetno toliko, da jih vlak ne potegne. Ne? Ja, veliko več. Ampak kar hočem reči, daj povej mi, ti si do sem prišel s svojo družino. Še danes hodita na derko, ti, oče, mama, avtodom, pa prikolica. Tako. Kako izgleda, letos bo šel na vse derke svetovnega pokala. Ne? Ja. Kako izgleda letošnja sezona? Kako pri vas gleda vsakdanik, ko se začne sezona? Ja, definitivno je kar dosti več dela, kot pa ki imam pač neko factory ekipo. Mislim, na koncu je tudi čar motocrossa, da vse motor ni vse, večina je sam voznik in tudi jaz s tem v bistvu dokazujem. Ne. In
Ja, pač veliko dela, vse v bistvu sama začetom narediva, servisiramo motorje, menjava gume, vse v bistvu. Ne. Oba sta strojna inženirja, ne? Tako je, diplomirana oba. Tako da, ja, oba so naredila faks, tako da to tudi nama malo pomaga, ne, sigurno. Na tekme pač treba vsakeč priti z avtodomom, kar je daleč, ne. Tam mislim, da povprečno je čez 1000 km eno smer. Govorimo seveda o evropskih dirkah, ne? Ja, za druge seveda pol greva z avionom, ker pač ne moreš iti z avtodomom v Avstralijo, recimo. Ampak ja, pol na samih tekmah mora pač oče biti mehanik, vse v bistvu samo on poskrbeti, pač na samih tekmah res se potrudi, da čim manj na meni ostane, da jaz res samo lahko se osredotočim na tekmi, na samo tekmo, ampak pol, ko smo pa doma, ki je treba pa pripravljati za treninge, pa pač probam narediti čim več sam, ker pač oče še vedno hodi v službo in nima veliko časa. Jaz, ki ne poznam tega sveta, pa se v tem trenutku ne spomnim drugega, kot Tima Gajserja, ampak če vzamemo nekoga tipa Tim Gajser ali pa nekdo, ki ima tovarniško ekipo za sabo, kakšna je primerjava številčnosti ekipe za voznikom? Se pravi, koliko ljudi se ukvarja v eni taki garaži z motokrosistom v primerjavi s tem, kar se pri tebi dogaja? Ja, mislim, recimo ponovadi imajo na eno ekipo je ponovadi en fizioterapevt, ki jih pač na sami tekmi masira ali pa karkoli pomaga, če kaj pade ali pa karkoli jih boli. Potem ima vsak svojega mehanika, pol je team manager, marketing, pa še par ljudi zraven, ki je za mašino, za amortizacijo, vsaj to je več kot, rečemo, 10 ljudi na enega voznika, ne. In potem imaš še toliko ljudi zaposlenih v sami firmi za motor, kjer pač razvijajo motorje, delajo nove dele, probajo čim boljši motor narediti za tistega posameznega voznika, ne. Tako da je to res veliko ljudi za tem, da probajo narediti čim boljši rezultat, ne. Kar midva z začetom delava vse sama, ampak se pač da tudi s takimi stvarmi priti kar blizu. Mislim, da se priti na stopničke. Ja. Kva pa nabiranje, pač en drug del tega športa je, seveda so pokrovitelji, sponzorji, vsi tisti, ki ti omogočajo tudi, da se vse to zgodi, da se pride na dirko, da so sestavljeni, pač da vse laufa. A ti je lažje, oziroma a je lažje nabirati, predvidevam, da je vse lažje z iskanjem sponzorjev oziroma ljudi, podjetij, ki te podpirajo, je to constant struggle. Kako ti vidiš to? Ja, mislim, na srečo imam kar dosti dobre sponzorje za sabo, brez njih sploh ne bi bilo to mogoče, ne. Sama sezona je velik finančni zalogaj, že same tekme izven Evrope so res drage. Pa že če sem štejemo vožnje na vse tekme, je pač nafta je že veliko stane, ne, pa še motorji, vse ostalo. Ja, definitivno ni najlažje pridobivanje sponzorjev. Na srečo imam pač sponzorje za sabo, ki že res dolgo let skupaj delamo in me pač redno podpirajo. Nove sponzorje je pa, ja, kar težko dobiti. Pol je pa tudi nekaj dela je, ker moram pač tudi vse sam pač delati, ne vem, kakšna poročila, marketinške stvari, ker recimo bi v drugih ekipah imajo človeka zaposlenega za to, ne. Ampak ja. Tako je. Ja, tako je, ne. To je del tega in pač ne, da se pritožujem, ampak itak če je kakšen sponzor, ki me želi podpreti, sem odprt vedno. To mora biti kar zajeben, ne. Mislim, jaz apeliram, v resnici smo zdaj nekako organsko do tega prišli, samo se mi zdi, da
da če si kakšen dirkač ali pa kakšen športnik, verjamem, da je takšnih športnikov v Sloveniji seveda nebroj, ne, ampak v tem trenutku z nama sediš ti, da apeliram na to, da če kdo vidi priložnost v tem, da probamo Janu še malo lajšati vse skupaj, ker pač je to smotam pa težko, ker verjamem, da ni pocen. Ampak zdaj te bom pa zagrabil, ne? A vemo, koliko košta ena dirka? Ne vem, kaj to pomeni? Sprav, moraš se pripeljati jure kilometrov, kaj pa nazaj, pa je to neki nafte, ne? Ja. Kaj pa vzdrževanje motorja? Koliko stane motor, koliko stane, bom rekel, nek cel set vseh komponent in vsega, kar ti potrebuješ, da prefuraš sezono? Nekaj, kar je fiksen strošek. Verjamem, da pa priješ še 100 stvari, ki jih niti računal nisi, pa se moraš sproti znajdati. Ampak koliko te stvari koštajo? Ja, zdaj nikoli nisem točno računal, koliko stane, ampak če gledamo na začetku sezone, je treba pač kupiti vsaj 5 motorjev. Pol je veliko teh rezervnih delov, kar jih dobim za ston, ker pač imam sponzorje, ampak če bi mogel jih kupiti, bi bil spet velik dodaten strošek. Potem, te cestnine, nafta, mislim, da čez 50,000 kilometrov narediva na leto. Pol tele tekme, ki so izven Evrope, zato lahko rečem, ke vem, ke maile pišem, pride okoli 20,000 za te 4 tekme izven Evrope. Zato, ker ti imaš tudi vso logistiko, sabo materijala, ne? Ja. A tvoj motor tehnično na isti ravni kot, mislim, najbrž ne čist, ampak kako se recimo razlikuje tvoj motor od svetovnega prvaka, absolutnega ali pa? V bistvu je čisto drugačen. Daj povej mi, čem je drugačen. Mislim, teoretično ni velikih razlik, ampak bistvo tega pri nas pač na svetovnem prvenstvu je, da ekipe imajo lahko factory motor, kar pomeni, da lahko kjerkoli del, kakorkoli sami spremenijo, naredijo novega, in ker je pač to prav firma, ki stoji za njim, imajo lahko različne materiale gištela. Drugo mašino, pač mora biti ista kubikaža in take stvari. Pol drugo prestavno razmerje, amortizacijo dobijo od pač tudi najboljša možno, kar imajo prav ljudi za to. In take stvari so, ki lahko pač res različne materiale, različne majhne kose probavajo, da probajo pač prilagoditi vozniku, ki ga imajo, da njemu odgovarja motor čim boljše. To je v bistvu največja razlika. Ampak na koncu sami recimo moči ali pa kaj takega ni velike razlike, ampak je več v tem, da fine tuning. Ja, da se res tiska voz perfektno počuti na njemu, kar pomeni, da recimo za enega voznika je to nek motor in za ta drugega, ki na istem motorju sedi, je velika razlika med njima, ampak pač enemu odgovarja to, enemu drugo, ne. Jaz pa pač dobim tak, ki je pač standard motor in s tem pač se moram prilagoditi in s tem narediti največ, kar lahko. Ali pa te bom drugače vprašal, naprimer, ti voziš na KTM-u, ne? Ja. Če pogledamo vilce na tvojemu KTM-u, pa vilce na čisto tovarniškem KTM-u, je razlika in v vsoti evrov in v materialih? Sigurno je v materialih in v vsoti razlika, ampak jaz imam kar dobro amortizacijo, ampak bistvo je na koncu, da same nastavitve, pač mi lahko damo, ne vem, amortizacijo Tima Gajserja enemu materiju v Sloveniji, pa bo mogoče še počasnejši, kaj je bil prej. Zato, ker je bistveno bolj prilagojeno na njegovo vožnjo, tisto, kar njemu odgovarja, moraš biti tudi tako hiter, kot on voz. Ker drugače bi bil motor lahko enostavno preagresiven, verjetno. Ja, tako da je to vse prilagojeno v bistvu vozniku, ampak bistvo je bolj to, da imajo pač toliko ljudi recimo za samo amortizacijo zraven, na vsaki tekmi pol imajo te posebne testiranja, kjer lahko se igrajo in te različne stvari tudi noter spreminjajo, da res najde čim boljšo nastavitev. Ni pa v bistvu zdaj sam amortizer, da je neka višja znanost, ampak bolj to, da imajo ljudi, s katerimi lahko pride do najboljše verzije. Se pravi, da pač
pripeljejo do perfekcije za točno določeno progo. Ne? Tako. Jan, če bi oziroma jaz sem večen optimist in ko boš po koncu sezone dobil telefonski klic od ene izmed tovarniških ekip, ne samo, da bodo dobili dobrega dirkača, tudi dobili bodo sistemskega inženirja. Ne? Kaj je tist kos, strojni element, del mehanike, ki te na motocross motorju še vedno najbolj fascinira? Kot strojnika. Ja, mislim, na splošno že sam motor, če malo bolj tako pomisliš, da je to mogel nekdo se spomniti, pa do tega prideti. Imel sem že priložnost recimo biti v Revozu ali pa kakšnih večjih firmah in večina ljudi si ne predstavlja, koliko nekega dela pa tehnologije, znanja je, da pač nek enostaven kos, ki ga imaš recimo v avtu ali pa motorju, je odzadaj in recimo pač zaradi tega mi je bil zmeraj strojništvo zanimiv in ja, tako da je kar veliko teh kosov na motorju, ki so nekaj posebenega in tudi to pomaga v bistvu ta znanje strojništva, mogoče za nastavljanje motorja, ker lahko ne samo gledaš iz vidika občutka, ampak tudi iz kako v bistvu strojniške logike oziroma fizike, zakaj bi neka stvar delovala in zakaj nekatere recimo ne bi. Ker si predstavljam, da med tovarniškimi dirkači MXGP-ja ni prav veliko strojnih inženirjev, ne? Ja, mislim, diplomiranih strojnih inženirjev. Ja, tako. Nisem siguren, ampak mislim, da sem v MXGP-ju edini z faksom. Nisem siguren, ampak mislim, da. Ja, večina voznikov pač naredi srednjo šolo in se pač potem popolnoma osredotoči na pač motocross. Nažalost je tudi dosti takih, ki bi najraje nehali že v osnovni šoli, pa samo motocross, kar jaz ne podpiram, ampak ja, vseeno tudi šola ti nekaj prinese. Zagotovo. Pa dajmo še tako reči, ne? Če bi po koncu letošnje sezone imel na voljo katerokoli ekipo tovarniško, kam bi še naredil? Ja, to pa je zdaj vprašanje, ne. Ne vem. Mislim, da bi kar rekel na KTM, ne. Mislim, že Red Bull je itak mi nasplošno všeč kot sama firma. KTM itak že toliko časa vozim motor, mi je všeč. Tako da nasplošno tudi sama ekipa je fenomenalna, tako da ja, če bi lahko zbiral, bi to zbral, ampak sem pa odprt za vse. Pa so fantje iz KTM-a tudi zdaj že na parkrat zastrigli z ušesi, verjetno. Sploh pa zdajle. Ja, lahko rečem, da so kar dost, ko bi rekel, me dost bolj opazili, tudi veliko ljudi v samem pedoku, se dost več, veliko ljudi mi čestita, veliko več ljudi se pogovarja z mano. Tako da, ja, tudi recimo mi malo pomagajo. Zdaj sem v bistvu dobil od KTM-a prav druge drsnike za ketno, ker sem recimo problem v drugi vožnji, da mi je padla ketno dol v loketu, tako da upam, da zdaj z njihovimi posebnimi mi ne bo, tako da ja, malo mi tudi pomaga in upam, da... Prvi cah, ne? Mogoče. Hej, kdo ti pa vidim, tle bi še dal, pa bom jaz ravno kar to naredil, ker do zdaj nisem sledil, vidim, da imaš 20,000 sledilcev na Instagramu, atmosferci priporočamo en follow, da mu stisnete. Kdo daje gor content? A ti slikce gor daješ pa videe? Vse je sam, tako da... V bistvu si za vse sam, ne? Punca mi malo pomaga, ampak mogoče ona snemalka, ampak na koncu pa jaz objavljam, tako da ja. Jan, se mogoče neumestno vprašanje, ampak kaj vse konkretno bi se spremenilo zate, oziroma ko boš prišel, ker jaz sem v to trdno prepričan, da boš prišel v neko tovarniško ekipo. Kaj vse se bi spremenilo zate?
Ja, mislim, vse bi bilo dosti lažje. Ne. Lahko bi se dejansko res osredotočil samo na vožnjo, pač treningi, tekme in da ostalo pač poskrbi ekipa. S tem bi tudi razbremenil očeta in sebe tudi, in tudi mami. No. Tudi lažje bi bilo živeti s tem, ker bi bil najverjetneje tudi malo plačen za to. Tako da, ja, pri teh letih je tudi fajn, kakšen evro v žep dobiti. Ampak ja, mislim, da to je najbolj, ne, da res dobiš motor, ki je res konkurenčen in v bistvu mehanike in ljudi za sabo, ki so profesionalci. Moram reči, da je bil zelo ganljiv prizor, ko si se vrnil v domačo bazo pod avtodom, pod razpeto tendo, ko sta se z očetom objela po tem tretjem mestu. Kaj ti takrat oče rekel? Samo objela so se, pa sva oba vedela, zakaj se gre. Tako da, ja, je bilo kar toliko let dela, da ti pač nek tak rezultat uspe, je tako obema veliko pomenijo, ampak cilji so še višji, tako da upam, da mi še boljši rezultati rate. No. Ker je pa tudi oče je tudi zelo fokusiran. Jaz sem imel priliko vajino delo videti v živo, od blizu. Tudi oče je tudi tvoj prvi kritik, tudi ti pove, kadar si mogoče malo neodločen ali pa ne. Ja, res je. On je, mislim, po eni strani tako, kot mora biti, pač res je, da je včasih težko malo pač to razmerje oče, trener, ne, ampak na koncu na samih tekmah je bolj pomembno, da imaš trenerja za sabo. In ja, če pač nekaj delam narobe, mi to pove direktno in to tudi rabim, ne, ker pač na tekmah te ne bo noben spustil in moraš ti narediti, da boš bil čim boljši. Tako da na tem mestu tudi Igor, jaz vam čestitam za vas pogum pa za vse znanje. Ja. Imate različen slog vožnje ti pa fotor oziroma oče? A veš, a lahko to oceniš? Težko, ker je kar velika razlika v hitrosti. Ne? Daj, nisi mu to zdaj naredil. Ampak ne, bi rekel, da oba sva dost, ko bi rekel, preračunljiva, bolj tehnično podkovana. No. Nikoli ni, da bi neki brezglavo tiščal delo, neke velike napake, tako da jaz niti on tega nikoli nisva delala, tako da bi rekel, da iz tega vidika imava kar podobno tehniko. Vprašal sem te pa samo zato, ker te zdaj že, dajmo reči, na švohuro spremljam oziroma od blizu opazujem, kako govoriš, kako si v bistvu preračunljivo zadržan. Pa ne, bi ti bilo nerodno, ampak hočem reči, zanimalo me je, a veš, kako se lotevaš vožnje, ker sem bil jaz majhen, pa smo Formulo 1 gledali, takrat so bile bitke Prost pa Senna, pa Prost je bil profesor, ne, pa je vozil preračunljivo, pa je bil še kakšen dirkač, ki je na podoben način, Senna je bil pa bolj zaletal in zato me je zanimalo, ker če tvoja vožnja odseva tvoj slog govorjenja, pa kadence, vse to, kar počneš, se mi zdi zelo tako previdno zbiraš besede in najbrž je to v tvoji naravi in da najbrž pol tudi voziš. Ne? Ja, v bistvu si zadev v piko. No. Sem dost, mogoče včasih tudi malo moja šibka točka, ker včasih preveč razmišljam in si kdaj pač samo ne spustim in sem grem, ker sem pač bolj preračunljiv tip, ampak se mi zdi, da zdaj zadnje čase sem pač tudi veliko na tem delu, da pač tudi to še vedno ne brez glavo, ampak vseeno takrat, ko je res pač treba nekaj narediti, da pač narediš in pač da pride do tistega, recimo to največ pri štartih, ker nimaš časa zdaj razmišljati, a se bo kdo tle zaletel, bo tle kdo prišel, pač greš čim hitreje v vinek in pač sproti odreagiraš na situacijo, ki se zgodi. A je
A je štart v bistvu pri motokrosu pa res tako izrazito pomemben element dirke, ki v končni fazi lahko tudi odloči vse? Ja in ne. Zdaj, če si ti po par sekund počasnejši, ti pač štart ne bo nič pomagal, ampak če pa gledamo iz vidika, da si ti, ne vem, lahko si isto hiter kot prvi, ampak če si štartal 10 in so vsi isto hitri, je skoraj nemogoče priti do prvega mesta, ne. Tako da, ja, ponavadi je kar težko prehitevati, odvisno je tudi od prog, nekatere so boljše za prehitevanje, nekatere slabše, recimo na mivki, ko je bo zdaj vlomilo, v bistvu štart skoraj ni pomemben toliko, in se da ful hitro naprej priti, tako da je pač pomembno, da si dosti hitro, drugače bojo prehiteli. Tako da ja, enostavno na začetku je 40 voznikov in če si ti, ne vem, 15 namesto 5, si že izgubil v enem krogu več kot 10 sekund do 5. mesta in si lahko isto hiter kot on in pač boš skozi 10 sekund za njemu oziroma 15. In, ja. No, sam je pa ena taka tvoja specialnost, jaz sem pa že videl nekaj tvojih dirk, ne? Je pa ena zelo taka specialnost tvoja to, da imaš dober pregled na dirko, pa da meni se zdi včasih, če bi bila dirka še dodatnih 15 minut, da bi pa ti skoraj vedno prišel na stopničke. Ne? Ja, skoraj. Ker se znaš vračati, ne? Znaš prehitevati. Ja, lahko rečem, da pomaga, da sem priden v fitnessu. To prav pride zadnjih 10 minut. Ampak ja, mislim, kakšne leta nazaj sem imel v bistvu zmeri težave z prvimi 10 minutami, ker sem bil bolj kot dizelski motor in sem počel na koncu v bistvu delal najboljše kroge. Ampak zdaj sem tudi na tem veliko naredil in sem zboljšal, tako da že od začetka sem hitrejši in ja, probam si pa tako razporediti moč čez celo tekmo, ne? Ker če se pač čisto zapodiš prvih 10 minut, ne boš mogel zdržati pol ure, ne? Tako da je tudi to pomembno. S Timom sta dobra prijatelja. Ja. Mislim, vsi vidimo tudi, da se veliko pogovarjate. Kako zdaj sta se kaj slišala? Ja, zdaj celo pride nazaj na Švedsko, tako da je super videti, da je se pač rehabilitiral vse tako, kot mora biti in mu želim srečo. Te poklical po stopničkah potem? Ne, poklical me ni, mi je pa tako poslal sporočilo, tako da ja, lepo. Super. Prej si razlagal, da kaj štart, pa leti pa vse proti tebi, pa to je, da bi imel 20 paintball shotov na tekmo, na krog. Kaj pa, mislim, nočem jinxati ali pa karkoli, ampak kakšna je tvoja preteklost z poškodbami? A imaš srečo ali je, kaj se tukaj dogaja? Mislim, ja, dokaj malo poškodb. Zdaj, lahko rečemo itak, da nekaj sreče je tudi pri tem, ampak ja, ker sem tudi bolj preračunljiv, pa tudi nisem nikoli tako veliko padal, ampak ja, itak, da sem imel tudi nekaj poškodb, zlom ključnice, zapestja pa stopalnic sem imel do zdaj, ampak če gledamo v povprečju, je to kar dosti nižje kot pa od ostalih, tako da ja, na srečo nimam toliko poškodb, ampak ja, v motokrosu so enostavno toliko velike hitrosti in si na motorju in lahko hitro pride do kakšnega padca in poškodbe so pač kar normalen del tega športa. A če malo tako en tak pavšalen šamar udarimo, pa če probamo posplošiti, kar seveda ni prav, ampak zanima me, a lahko potegnemo a lahko določimo, kaj velja recimo, nam rekel slovensko, za evropsko šolo motokrosa, pa kako se razlikuje od ameriške. A veš, vem, da je to globalen šport, pa da vsi imate trening režimente, pa da verjetno je svet skozi leta, skozi šport postaja vse manjši, ne? Ampak lahko rečeš, ameriška šola motokrosa ali pa neka konkretna je malo drugačna za to pa to. A so razlike med kontinenti? Ja, v bistvu so razlike.
definitivno ne zdaj gromozanske, ampak recimo v Ameriki je dosti tega, da imaš prav neke pač prav ranče oziroma prav proge, kjer je ta facility za treninge in tu pridejo pač, ne vem, tukaj voznikov, plačajo, ne vem, da so tam en mesec in en mesec samo tam trenirajo, imajo, ne vem, fizičnega trenerja, vse in se prav tam trenira in to je to. A to je nek kampus? Ja, na tak način. Tega Se pravi, da bi imel vojaški tabor s tem, da so proge in ti prideš za en mesec tja na priprave in... Tega imajo ful v Ameriki, kar pri nas imaš tudi, ampak se ful manj prakticira. Dosti več je pri nas, da pač se pač trenira na teh domačih progah, ki jih imaš okoli, čez poletje. Pol čez zimo se pa pač gre na toplejše kraje ali Španijo ali pa recimo Sardinijo, kjer pa pač tam delaš te treninge, tako da ja, zanimivost, so plusi in minusi, ne. Mogoče plusi ameriškega sistema je, da je recimo 100 voznikov tam in je veliko, ima skozi z nekom zatekmovati, recimo proga se v nič. Slabost je pa, da en mesec eno in isto progo drgneš, ne. In pol, če zdaj lahko ti rata že tudi čisto podzavestno voziš in sploh več ne razmišljaš, kaj se novega učiti, ampak samo, ker že tukaj na pamet poznaš progo. Driblaš pa ja. Tako da je včasih boljše, da pač lahko menjaš proge. Tako da bi jaz rekel, da je mogoče, da bi bilo najboljše neka vmesna veja med obema, ne. Zanimivo, veš, no, to me zanima. Jan, daj pa če pa razjahamo tekmovalni motor, ne. Ti v nulo poznaš fizko-motoristično nastavitve, ni da bi... Kaj je z vami dirkalnimi motoristi, da bom rekel, v vsakdanjem življenju pa redko sedete v motor, oziroma marsikateri tudi izpita nima, ne? Za cestne? Ja, za običajni motor. Ja, za običajni motor. Mislim, tudi lahko mu rečemo, da se veš, vse cestni motori so tudi, bom rekel, enduro motor, pa potovalni enduro, pa... Ja, zanimivo, ne vem. Je to problem v času? Jaz tudi nimam izpita, lahko povem. Ne vem, mogoče, ker pač se že v bistvu... Že ta adrenalin damo ven iz sebe na sami progi, da pol nimamo te želje tukaj na cesti. Na koncu bi rekel, da je cesta še bolj nevarna, kot pa pač motocross. Ja, nažalost na slovenskih cestah letos je res katastrofa za motoriste. Nažalost tudi pol nimamo nobene proge, kjer bi lahko, tako kot recimo na Grobniku, treniral v cestnem, kar bi bilo veliko bolj varno, ne, ker pač v prometu je veliko drugih dejavnikov. Tako da ja, mogoče zaradi tega, ampak ja, dejansko ne vem, zakaj je tukaj malo. Ja, ampak ko greš na primer s punco na morje, pa se peleta z avtom, pa tako, ko gledaš motoriste, bi za ti tako čisto vseeno, ali si misliš, mogoče bi pa jaz to enkrat malo to upelo? Pa ja, včasih malo pomisliš, da bi bilo fajn, malo veter v laseh, mislim, imaš čelado gor, ampak ja, moram reči, da mi je bilo ful všeč, ko smo šli v Indonezijo, ko smo imeli 2 tekmi v Indoneziji lansko leto in je šla tudi punca zraven in tam so petak sami skuteri in to je v bistvu edini prevozni sredstvo, ki ga imajo. In ja, mi je v bistvu obeme bilo ful všeč, ko so se povsod vozila pod skuterjem, itak je vroče in si v kratkih rokavih ti piha, tako da to je bilo kar super, ampak ja, vseeno, zdaj za daljše vožnje mi je pa vseeno avto bolj všeč. Kaj pa na 4 kolesih, a imaš kakšne preference? Ja. Mislim, mi atmosferci imamo tako, veš, če imaš, dobro, jaz tukaj zase govorim, pa za Cirila tudi vem, pa seba tudi mislim, da me seznam. Naprimer, jaz sem šel včeraj na loterijo, ne, vsake 3 mesece grem enkrat, ko grem po fasingu, pa vidim veliko cifro, pa rečem... Mogoče. 750,000 ni dosti, Ja. Juro še le na 7 milijonov igra. Ne, veš, hočem biti pripravljen, ne, če pa slučajno ratam, seznam 10 avtov, a ti imaš kakšne te bencinske želje? Ne, nimam lih seznama, ampak ja, mislim, tako bom rekel. Mogoče nisem tukaj
da bi rekel, na moč, pa ne vem kaj, avto, ampak bolj sam izgled. Tako da, ja, ne vem, da kakšni nasplošno Ferrari, Lamborghini, recimo tudi G-Wagon mi je všeč za tako malo bolj gospodski avto. Tako da, ja, tak, mislim, bo treba res na loteriji zadeti, da si bom lahko prvoščil. Kako pa, zanimivo je tudi to, ker ti res veliko kilometrov, oziroma cela družina veliko kilometrov preživite v avtodomu. Ne? To je pač tistih 13-15 kvadratov, če vse skupaj sešteješ z bunkerjem, za opremo, pa za vse skupaj. Polka boš, mislim, a tebe kdaj prime tudi, da bi šel na dopust z avtodomom, ali ga imaš dosti? Ja, mislim, grem kar raje v apartma, ne. Ampak ja, pač, ko smo bili mlajši, smo zmeri hodili z avtodomom tudi na morje, tako da mi je dejansko bilo tudi to ful všeč, ker pač v kempu, lepo v senci, pod borovci, ampak ja, zdaj pa kar rajš kakšen apartma. Malo si pa žihar na komod, Madonna. Ja, sej to. Pa klima je prav pridna. Ja, klima je res, ja. Kaj pa, naprimer, ta, bom rekel, življenjski stil dirkača, ne? Ker vseeno res sezona je dolga pa naporna. A si pa želiš ti svoj mer? Oziroma, kaj te pa najbolj sprosti po koncu sezone? Poleg golfa. Ja, mislim... A greš na Dolenjskem kdaj gobe nabirati? Ali pa a greš na trgatu? Ja, zanimiva stvar je, da tast pa tašča ful rada hodita po gobe in lik zdaj jih ful nabirata, ampak oba ne jesta gob, tako da jih imam za pojest, da je neskončna. Ampak ne, nisem najbolj fan nabiranja gob. Ja, ponavadi probava pač s punco organizira, da pol takoj po sezoni greva nekam bolj tople kraje, ker pač konec oktobra pri nas ni več neki vroče. Tako da ja, ampak v bistvu, ko je tukaj natemperan urnik, že v bistvu sem, da si doma in da ne rabiš nič delati, je zelo sproščujoče. Samo za koliko časa pa po sezoni odklopiš? Kaj, 14 dni sploh lahko? Ali si že tako z glavo v tem, da moraš začeti štimati za naprej? V bistvu lansko leto sem dober teden res bil na off, pa sem že tako, ja, pa bom šel malo v fitness, kam je dolg čas, pa tako da sem kar hiter nazaj. Pa recimo, ja, po dobrih 2 tednih, da sem, recimo, da po 3 tednih sem pa res začel na polno treninge po 2-krat na dan. Gre v fitness, naredi vse sklece, pa gre dam. Ja. Dajmo še malo pri avtih ostati. Pa ne bom še postavil zadnje vprašanje o avtih, no, ampak... Jaz imam še prej nekaj za izteze vprašati. Daj ti, boš šla pa na avte, daj. Ne, hotel sem ti reči, eno je trening vožnja, ki jo seveda moraš narediti, ne. A trening vožnja na tvojemu tekmovalnemu motorju, to pomeni isto 200% fokusiranost, ali si tam daš musko po čelado, pa se greš malo razpeljati? Ne. Žal ne gre to tako. Treba pač vsakič 100% dati sebe. Pač delati neko, ko bi rekel, simulacijo tekme. Oziroma, če pač nekaj veš, da nekaj v nečem zgubljaš, da je neka šibka točka, pač delati na tem. Ampak ja, vsakič biti čim bolj fokusiran in probati se vsakič nekaj novega naučiti, ker pač, da se samo voziš, ni lik smisla. Pa mi pa še prosim opiš, če se tu sploh da opisati, ker meni osebno je bilo najbolj, bom rekel, strahospoštovanja pogledati trenutek, ko pade rampa na MXGP dol. Ja. Ker se mi zdi, da tista ravnina, ki itak zgleda kaminsko polje, ne, pa v prvi uvink, ne glede na to, ali je levi, ali desni, ali je skok, ali kakorkoli, tam, ko se poženete, mislim, to zgleda tako, kot da bi
kot da bi spustil čredo mehanskih bizonov. Ja. Vse po luftu leti. Kuk je tam, kaj ti tisto stotinko, kar rampa, ki veš, da bo naredil, kaj vilca na motocross motorju zaklenjena, ki je napet, vsi se postavite v to držo. Kakšna eksplozija je to takrat v tebi? Ok, vem, da šteje vsak trenutek, kako kupljen go spustiš, kako odpreš, ampak kaj te tep naredi ta trenutek? Šel ti bom povedal čisto po resnici. Čisto smeren. Res? Jaz, ko gledam štart drugih, moram biti na WC živčen, se ne moreš biti primeren, ampak ko si enkrat na rampi, Si pa meren. Nimaš druga. Ti moraš takrat pač v elementu biti in takrat štartati. In tu, ko sem pregovoril, da probaš res nič razmišljati, ampak biti v trenutku in pač odreagirati v tistem trenutku, kar se zgodi. A imaš kakšen oseben ritual? Se ni mož, da ga razložiš, pa... Ne, v bistvu nič tazga. Prideš na rampo in ja, čakaš tistih 5 sekund, da pokaže. Se pač postaviš točno na tisto točko, ki se moraš na motorju za pravo obtežitev in ja, pol pa čakaš, da pade rampa. A ti sploh vidiš, da pridejo grid girls? Ja, vidiš, ker moraš gledati 15 A ja, one sekunde, točno, ja. Drugače pa ja, ne gleda zaradi tega. Pa še, lej, tam res ni prostora, ne? Vsi pa podivjate, ne? Kako bliz prideš ti na prvi ovink, motor do motorja? Meni je to res... Malo se stiskate, ne? Ja, se kar fejst, ja. Mislim, da je, ne vem, mislim, da ni več dobrih 10 cm je na vsaki stran balance od enega do drugega. Shit. Tako da placa ni veliko, tako da je treba, zato je tudi tukaj pomemben štart, da ti rata, da si od spredi, ker si od spredi imaš, ti v bistvu narekuješ, od zadnji mora spuščati gas, ne. Tako da, ja, je kar napeto, dostikrat je malo drgeno s komolci ali pa kaj drugega in zato tudi tukaj pride do teh padcev, ampak na srečo zadnje čase ni bilo nekaj velik poškodb na samih štartih. Kaj zatuleš po čelado, ko ti rata enega dol početi? Ne. Kaj je fokus, ni čas. Janka, tako ležerno govoriš, zakaj imam občutek, da nimaš problemov s spancem? Koliko spiš vsako noč? Ne. Ja, mislim jaz tako, ne. Zanimivost, ko se vozimo na tekme, lahko spim tudi po, ne vem, 15 ur, če treba. A da nehi? Ja, skus. Se sem imel tako občutek, stari. Ne vem, jaz pač tak sem, jaz se mi zdi, da dajem tukaj energijo od sebe, ampak pač... Tvoj srčni utrip je 33, ker nisi na motorju. To je pa že zaradi kondicije, ima sigurno. Ja, zdaj po moje, mislim, zdaj je malo više, ampak med spanjem, ja, je po 40. Valjda, tu pa ko si spreman. To, ne vem, pozabil sem za enega kolesarja, ki je bila ena bolana številka. Ja, imaš tudi tako 30, ne? No, ja, vidiš, pa sem približno zadev. Ja. Ne smeš iti pa pod 30, Janka. Moja želva, oziroma želva od mojega sina, ne, v hibernaciji sem bral, ko ona gre pa spat od oktobra do maja. Ne. In če je pod 30, ni dobro, kaj? Ne, ona ima globoko pod 30. Ona, ki je polna hibernacija, ima 2 udarca na minuto. To je nekaj stari. Škero pumpo mora imeti, da okoli pole. Je pa res, da nobena želva ne voz motocrossa, tudi nisem ki ne. Ja, zanimivo. Kaj se veš, na traktorju je želva, kad takrat, ko reduktor vržeš. Ne? Ja, res je. Janač, mislim, da smo izčrpali neke take osnovne stvari, ki smo jih hoteli vedeti. Jure, jaz lahko postavim vprašanje, ki ga ponovadi na konc damo, a boš ti še kaj vprašal? Jaz ne bom nič vprašal, jaz bi Janu sem povedal, to, kar počneš, je velika stvar za slovenski motošport. In jaz ti bom samo rekel hvala in tebi in družini. In res je najlepše videti to, da ena tako sfokusirana družina tak iz tacega kraja, pa iz tacega okolja,
naredi enega tako vrhunskega dirkača, kot si ti. Jaz sem na to iskreno ponosen na te, kot na dolenskega rojaka, pa tudi na vse slovenske motošportnike. Seveda, tukaj ne moramo niti, nikakor ne, da ne moramo, ne smemo mimo tima. In rad bi ti eno stvar povedal, ki ti jo mogoče nisem nikoli povedal, ampak z vami sem bil na 2 pokalih narodov kot novinar in v Franciji in v Veliki Britaniji po zadnji dirki, ko sem šel iz press centra, ko sem hitel pošiljati slike, objavljati storije, je neverjeten občutek. Imel sem majico dres vaš slovenske reprezentance, kot si nam gre do gor. Neverjeten občutek je, ko pristopijo do tebe novinarski kolegi, ki živijo z motokrosom, ki to počnejo, ki so na vsaki dirki in rečejo, ne vem, kaj vi tem fantom v Sloveniji date jest, pit. Da je ekipa 3. Mislim, da v Franciji so Angleži napisali, seveda je bila zelo pozitivna zgodba, so napisali, našo ekipo je porazil svetovni prvak, njegov rojak v elitni motokros skupini, pa 3. motokrosist, ki je v bistvu cvetličar. In hočem sem to reči, da sem tista pot, ki sem naredil od press centra do slovenske baze, ki ste bili parkirani zdaj nazadnje v Veliki Britaniji, Tim, pa Jaka Peklaj, da je kot enega novinarja ustavilo toliko ljudi, pa mi čestitalo za vaše dosežke. Lej, to je res poseben občutek, pa poseben ponos, tako da hvala vsem, ki se trudite za ta šport. Vključno z krovno zvezo. Veš, kako je, vsi neki letimo v kino gledati misijo Nemogoče, ne? Pa kva on dela na avionih, pa to, pa kje vse se spusti, pa kje vse lahko skoči z motorjem, pa pol pa da odpre, pa to vse super, ne? Ampak, ko sem poslušal danes tebe, pa kakšen je, kako sicer srčen, pa poln zagona je tvoj ustroj, ampak je majhen. Meni se zdi, da to, kar delate vi in ta majhna ekipa, je dejansko misija Nemogoče, da lahko takšna majhna ekipa v absolutnem panteonu nekega športa, ne samo, da do tja prideš, ampak še kar se uspenjaš više. In mislim, da sploh ni debate, kako zelo močno si ti zaslužiš podporo tovarniške ekipe, ampak da si sploh v tem položaju, da se o tem razmišlja in govori in tako naprej, je pač misija Nemogoče v živo, stari. To se mi zdi, pač ne vem, noro, tako da vse čestitke za to, ker se mi zdi, da si redko kdo, razen seveda najbolj vrhunskih športnikov, lahko predstavljajo, kakšne vrste odrekanja, trdega dela, udarcev, šotov moraš ti dobiti, pa kaj vse moraš narediti, da si točno tam, kjer si zdaj. In pa da še lahko rečeš, da si spreman in da si ready in da te bo to pelal še naprej. Tako da hvala, ker si se oglasil, ampak preden pa greš, me pa vsem zanima, nimaš izpita za motor, upam, da za avto ga imaš, ker klasično atmosfersko vprašanje oziroma vedno isto pa je, kaj bi tvoj prvi avto za en? Seat Leon. Opa! Dobar, je v redu. Opa! Ja, v bistvu sem ga dobil od mami, tako da ampak je moj zdaj. Mami, okay. Verjamem, da se nisi trgal. Ja, tega sem pa prej pač vozil skozi ali od sestre, od mami sem si pač sposojil tiskaj bil frej, tako da ja, upam, da bo nasleden pa veliko boljši. Pa tukaj moramo še dati zraven, ka me pa prav Ferbec matra, ne? Zato, ker jaz vem, ker tudi veliko tvojih prijateljev mi je pisalo, da Jan pa mora priti enkrat na podcast. Ne? Najlepši slovenski kolesarski trail? Ali pa eden lepših, bom rekel. No? Ne rabiš, lahko tudi 2 ali pa 3 poveš. Ja, mislim, jaz nisem zdaj nek profesionalc. Ne? Bil sem na Sotejski,
Tam sem bil kar doskrat, tle v Šentvidu celo nisem nikoli bil, ker... Klej nad Cukrco. Ja, ampak pravijo, da je tudi kar v redu. Ampak ja, tisti soteski so v bistvu domači traili, ampak so bili super in je bilo zmeri zabavno, ko smo šli s prijatelji, tako da. Bili smo pa enkrat tudi nekje v Avstriji, sem že pozabil ime, nek flow line, tako da je bil tudi tam ful zabavno. Pa še tu me pa čisto iskreno Ferbec smatra. Jaz vem, da je pred tabo še dolga in uspešna motošportna kariera. Enkrat po koncu motokrosa, veliko naprimer enduro dirkačev se spravi na vztrajnostne dirke. Tebe tukaj zanima ali Dakar? Mogoče, ne vem, dejansko... Ja, nisem še v tem razmišljal, ampak mogoče bi pa tudi to meni odgovarjal, ker sem bolj kot dizel, tako da mogoče Dolge pa... proge, ja? Ja, tako da mogoče pa v... Zdaj se namo zabrenzal, kaj pa najljubša motocross proga? Ja, zdaj bi lahko rekel loket. Mislim, od domačih prog v Sloveniji bom pač rekel domačo progo v Šentvidu. Pol pa bi rekel celo Agvedo na Portugalskem. Ampak zadnje leta smo imeli zmeri neskončno dežja, tako da upam, da naslednjič bo brez, ker je res lepa proga. Drugače pa tudi v Angliji je tudi ful lepa, veliko skokov si videl. Bolj po levi boste, Ja. Ja, prav. Pa še kaj sva Dolenca, cviček ali Frankinja? Nažalost, alkohol mi ne paše najbolj, škoda. Nič od tega. Prav je tako. Žal, mi ne bo noben. Dobro, Jan, hvala, da si v letu. Hvala vama, da ste me povabili. Je bilo super, tako da... Hitro je šlo mimo, ne? Po mojem smo zapucali neki, ne? Ja, neki smo. Neki smo pa prevozili, pa oddirkali. Škoda bilo to čakaj, ne, ki si rekel, koliko 1000 kilometrov, 50,000 na let, ki se proziš. A misliš, da bi se da malo zračunati, koliko si pa off-road prevozil do zdaj, oziroma koliko enih blatnih kilometrov si napravil? Še bolj zanimiv podatek bi bil, koliko kubikov materijala je njegova guma. Ta bi bila pa res huda. Sem kako bi to zračunal, ne? To je pa zdaj zelo ideja za novega sponzorja. JCB, Kubota, kjer kombinirke dela. Ni motocross proge brez dobre kombinirke, brez dobrega traktorja, pa šafla mora biti torenk. Sigurno. No, kje smo? Ja. Ajde, jaz pritiskam stop. Bravo, stari. Hvala ti. Hvala res. Dober klepet je bil, a? Ja, sorry, jaz sem bolj meren skozi, jaz to sploh ne morem od sebe, da mi ni več. Ja, si.